Živijo, dragi moji, Jelenka tukaj, Jelen mama tukaj. Danes nadaljujemo drugi del te naše sage, Amber Heard, Johnny Depp, sojenje. Eno kombučo malino si bom odprla, ker sem žejna, snemam zdajle drug video, še eden me čaka. Za Jelenko 10 imate pri malinci, vse komplet 10% znižen, tudi že znižene stvari, tako da Jezus, koliko je to dobro. Danes gremo brez nadaljnih razlag direkt na videe, direkt bomo obravnavali telesno govorico, mimiko, kretne, pa ne bom jaz to govorila iz svoje glave, ne bom govorila iz svojih občutkov, govorila bom od 15 profesionalcev, ki sem gledala njihove videe, kaj oni mislijo o tem in kaj so povedali, tako da gremo v akcijo. Johnny recimo že na samem začetku sojenja reče, zakaj tam reče, vsi so me videli kot vicious wife beater, grozljivi pretapač žensk. Zakaj to sploh izpostavljam? Zaradi tega, ker značilno za osebo, ki je storilec, ki je nek zločin storila, ponovadi želi omiliti besedo oseb, kaj naj bi bil. Primer, nekdo, ki je nekoga umoril na zelo grozljiv način, ne bo zase rekel, jaz sem grozljiv, brutalen morilec, ampak bo rekel, vsi me imajo za to grozno osebo, ali pa bo rekel, zato, ker sem naredil to nesti situacijo, v glavnem omilili bojo, kar so storili. Johnny Depp zelo glasno, jasno reče, imeli so me za grozljivega pretepača žensk, ravno zaradi tega, ker se mu ni treba distancirati od te besede, zaradi tega, ker jo ne čuti, zaradi tega, ker tega po vsej verjetnosti ni storil, ker se ne čuti poistovetenega in se mu ni treba odrivati od te besede. Na glas jo pove z tistim občutkom, I'm not dead, a ne, preprosto, to nisem jaz. Medtem ko v tem videu, če pogledamo Amber, her lawyer and smiles. She actually smiles and then instantly does. Tale mikronasmešek je ekstremno pomemben, zaradi tega, ker nobeno zdravo biti, noben zdrav človek, ki zgleda takole žalosten kot ona, ker dejansko zaigra žalost. Marsikdo, recimo, da nje ne bi poznal, kaj vse je ona storila, bi lahko nasedel temu obrazu, ki zgleda zelo žalosten, ampak ne moreš toliko na hitro iz resnične žalosti preklopiti na mikronasmešek, ki ga je dala svoji odvetnici, potem se je pa spomnila in takoj hotela tako majčkeno zakriti usta, se preč obrniti, lase dati čez, vse samo, ko se je spomnila, ušlo mi je, mikroekspresija ji je ušla in je mogla takoj nazaj na svojo igro. That sort of the lips going in, she bites down. Then her hand comes up and she does what we call mouth blocking, which is something we do typically to block emotion from coming out. S tem, da prve dni sojenja je ona imela drugačen izraz na faci in potem naslednje dni je imela pa tega žalostnega in zelo očitno je, da je vmes nekdo rekel, temu se reče coaching, treniranje, nekdo je rekel, spremeni faco, so izgledala pristno žalostna, ampak ker preprosto to ni pristna žalost, vmes uidejo ekspresije, ki ne pašejo zraven. Zelo značilna stvar za Amber so shifty eyes, oziroma oči, ki ves čas švigajo in pa dvignjena brada. To po defaultu predstavlja neko aroganco, vzvišenost, da se počuti več od drugih in ona ima ves čas to, ves čas. Vsi, ki se ukvarjajo s telesno govorico, rečejo, da je to čisto blebetanje, nabijanje in da je posmeha vredno, kaj ona dela na sodišču. Ker tisti, ki se spoznajo, pa tisti, ki se ne spoznamo, preprosto čutimo, ker smo empati, čutimo, da je nekaj off. Da je to kar neko nabijanje in čutimo, da laže, ker ne gre skupaj, predvsem se ne ujemajo njeno telo, njena govorica, kaj govori, kaj razmišlja. Stvari ne pridejo skupaj, ker niso iskrene. Če pogledamo Johnnyja na drugi strani, ko ona govori, ali je to igra ali je resnica, najbrž oboje, ker pač je sposoben igralec, ampak ves čas gleda dol, niti enkrat ni pogledal v oči in to je super pristop, ker po defaultu žrtev svojega abuzerja nikoli ne bo gledala v oči, ker ne upa, ker je ona v tistem podrejenem položaju, ko je bila leta in leta ali pa mesece in mesece ali kakorkoli že, deležna tega nasilja. Naslednja stvar značilna za Amber, kako govori stvari, sploh zdaj, ko priča, je to, da stavki nimajo smisla, nimajo začetka, nimajo konca in niti vmes so vse zaflenčane. Zakaj? Zaradi tega, ker tudi koža, ko enkrat nastane rana, potem kožo naredi brazgotino. Brazgotina sicer poveže stvari skupaj, ampak zgleda messy. In točno tako eni profesionalci razložijo, kako Amber razlaga. Ker dejansko se to ni zgodilo, se ne more spomniti, ampak se v glavi na hitro nekako zaflika stvari in jih proba potem razložiti, ampak ker ne more na lep način, ker dejansko ni bila tam, ker se ni zgodilo, ker nima smisla, ker nima spomina o tem, zgleda vse raztreščeno in točno to se njej dogaja. I didn't realize at the time, but I think he was using cocaine because it was like there was a jar of cocaine out on the table. I realized that sounds weird, but it was like an actual vintage jar of it. Ena značilnost je, da ona začne stavke zelo pogosto cmokne,
C naredi. C v bistvu pomeni neko nastrojenost, neko nelagodje, odveč me, da sem tukaj. Veš, kadar te nekdo vpraša, kaj bo danes jedel, jaz bom, ne vem, nekaj ti odveč v tem primeru. In ona tukaj ne kaže žalosti, tem ne pokaže bolečine, v bistvu pokaže, na kurac me gre vse. Ja, vsi govorijo, da ni najboljša igralka. Sem to glede njenega igranja, razumem, ja, ni najboljša igralka, ni Johnny Depp, okej, ni Oscarja dobila, to se štekam, ampak noben igralec, pa ni važen, koliko dober bi bil, pa koliko Oscarja bi dobil, noben ne bi mogel po 10 ur na dan na sodišču, ko ga gledajo kamere, gleda ga cel svet, moraš toliko ur skupaj igrati, brez da ti kaj uide, okej? Tudi če bi bila super igralka, to ne bi uspel, sem zelo ziher. Bi bila pa bolj prepričljiva, okej? Ker Johnny gre dobro, mislim, njemu ni treba toliko igrati, ker mislim, da res obožuje resnico, tako kot je sam rekel, ampak še vedno ima skozi isti karakter in vse se ujema, medtem ko ona cela zmeda. Vsak dan ima drugo igro, drugače gleda, drugače se obnaša, druga mimika, enkrat je. And when I tried to remove myself as I normally would from a situation, and that is to say, you know, as she's hammering me with sort of brutal words and mental condition. It doesn't. It's still hearsay, Your Honor. Ta posnetek so vsi govorili, oh my god, Amber snifa kokain vmes med sojenjem. Da noben zdrav človek pameten, ker ona ni, ampak vseeno ne mislim, da bi kdorkoli na sodišču, pred sodniki, pred poroto imel dejanski kokain v robcu, meni se to zdi čist nerealno. Je pa res, da je pri Amber tako, da ni treba niti gledati mikroekspresij zaradi tega, ker se sama itak zajebe med tem, ko govori. Naprimer, že ko razlaga, kdo je imel kaj v roki, steklenico, naprimer, ona bo rekla in potem Johnny ima steklenico v roki, opa. In potem rečem, a to vse si spil? In kaže, da jo ima ona v roki. Je šlo preprosto, ker se verjetno nič od tega ni zgodilo, ali pa se je čisto drugače zgodilo in v njeni glavi se ves čas ta zgodba ruši. In ves čas preskakuje med tem, kdo je imel kaj kje v roki, ker se vidimo, da če takole zaigraš, veš, da si imel verjetno ti v roki in je ona potem to tudi vrgla nekam in tako naprej. I lose my balance. At this point, we're sitting next to each other on the edge of the couch, or I was on the edge of the couch. I was just sitting there on this carpet, looking at the dirty carpet, wondering how I wound up on this carpet and why I never noticed that the carpet was so filthy before, and I just didn't know what else to do. I didn't know what to say. I didn't know how to react. And I was walking out of the bedroom, slapped me across the face. I turned to look at him, and I said, Johnny, you hit me. You just hit me. To sem mogla dodati, ker sem jaz to videla na TikToku, kako to folk posnema, sem rekla več. Če niste videli, morate tle videti, ker dejansko tako ona razlaga in tako se mora počutiti verjeten unik, si želijo predstavljati, kaj hoče povedati, ker nima smisla. Naslednja stvar je, da je velika verjetnost, da ona projicira to, kar je ona storila Johnnyju, ali pa nasploh, kar je ona storila, da projicira in reče, da je Johnny storil njej. Primer s psom, ko ona začne jokati. Enkrat smo bili v avtu in je Johnny kar iz nič psa držal čez okno in noben ni nič rekel. Sicer ne vem, kdo je bil v tem avtu, ampak noben ni nič rekel. Medtem ko na internetu obstajajo tele slike, ker dejansko ona to počne. Dejstvo, da ona uporablja kvote iz filmov, naprimer iz Talented Mr. Ripley je uporabila cele freaking kvote. Ni mi jasno, zakaj, če greš na sojenje, na katerega si verjetno mesta in mesta pripravljala, da boš pač ti zmagala, ker itak te gre verjetno samo za denar, zakaj to majčkeno bolj ne premisliš, ali pa tvoji odvetniki. Ali pa ko se skoncentrira na take mini detajle, kakor da je bila preproga umazana, potem da je to videla, ko je on udaril in je padla na preprogo in ona je videla samo, kako je bila ta preproga umazana. To so te detajli, ki se jih včasih žrtve, ki so v travmi, zapomnijo, ampak ona ves čas našteva te glupe detajle, ki nimajo smisla in kar poudarek daje na njih. A veš, to poroto gleda in jim kar razlaga v nedogled in to pa izgubi smisel. To so pa te nesmiselni detajli, ki že zelo močno pretehtajo na to, da nekdo samo izključno nalaga. Potem je dihanje, nekaj zelo pomembnega, ker veliko ljudi ne omenja, ampak dihanje, ona uporablja hiperventilacijo, ne sploh ampak prav
polno dihanje, ker je zelo očitno pri njej ni pristna reakcija telesa, ampak je trudenje telesa, da posnema pristno reakcijo telesa. Preprosto se vidi, da igra to in se ne ujema, ker prvo kot prvo, če bi tako hiperventilirala, prva stvar bi bila solze, ki jih ni pri njej, preprosto jih ni, ona fake solze briše ves čas. In druga stvar, ko jokaš, se ti naredi smok in ti zmanjka glasu in ona gladko govori, kaj ena princeska, medtem ko hiperventilira, v glavnem nič ne gre skupaj. Naslednja stvar, veliko prehitro okreva iz čustva v čustvo. Saj že vemo, da ima bipolarca oziroma da ima te svoje motne, o tem bomo več govorili v naslednjem videu, ampak če se takole primer pogledate, ko pride vmes objection, gre iz njega fake joka, pogleda gor in pa kar naprej nadaljuje s čisto drugim čustvom. Mislim, nobeno zdravo bitje, saj vemo, da ni zdrava, ne bo tako hitro okrevalo iz enega čustva v drugega. Pač everything is so fake, Amber, so fake. Ko nestabilne besede uporablja. Recimo, če si bil hudo močno zlorabljen strani nekoga, ne boš uporabljal besed, kot so na nek način me je držal dol, ali pa rekla bi kakor, da mi je nekaj zarinil nekam, a veš, ali pa na nek način sem se počutila kakor, da bi me ful bolel. Ves čas uporablja take trapaste besede, ko žrtev, ko je dejansko bila v tisti bolečini in nečem, ne bi. Bilo bi zelo direktno, pa brez teh dvoumnih in dvomljivih izjav. Maybe tukaj ne pride v enačbo, ker ne paše. Ok, pri Johnnyju bomo hitrejši, ker preprosto je fant ful bolj skuliran, simpel in preprost za razumeti. Deppova strategija in karakter sta zelo simpel in preprosta, dobro igra žrtev za neko podlago introverta. On je introvert. Jaz mislim, da on kaj dosti ne igra, pa tudi če bi igral, je dobro vlogo zbral, oziroma ves čas ima enak odnos. Torej, hurled it at me, and it just went right past my head and smashed behind me. ko je govoril, ko je pričal, je ves čas govoril zelo mirno, zelo enakomerno, malo se je hecal vmes, zelo pogosto kot introvert se poheca, kadar mu je neprijetno. Torej, ko govori o tem, da ga je tepla mama, ko govori o tem, da ga je zadela flaša od Amber in mu prst odbila, on govori na isti miren način in se vmes poheca, kadarkoli mu ima awkward neprijetno. Ves čas ima ta isti steber in ni dvomov nekako, ne dobiš občutka, zakaj se zdaj tako obnašaš, zakaj se pa drugače obnašaš, nič nima smisla, vse ima smisel. Prijetno je tudi pogledati, kako je imel v United Kingdom takrat za sojenje The Sun enako podlago, enake zgodbe je govoril na enak način, res močen občutek dobiš, da je bil tam, da je bil prisoten, da ima isti spomin, da se mu je to zgodilo. Basically, I had a pretty nasty injury. The first bottle went just past my ear, and the second one was a larger bottle, and she threw it from about this distance, and it smashed into the bar, which and this finger, the tip of the finger was severed. Ko nekdo zamenja čas sred zgodbe, je velika verjetnost, da je izmišljeno oziroma da blefira, medtem ko Johnny ves čas govori lepo o pretekliku, kot da se mu je zgodilo. Ko Amber popolnoma spreminja zgodbe, dodaja zgodbe, takrat je bila taka hard and repeatedly, and I was screaming. He makes this motion when Jerry Judge yells "boss." I just remember this brief struggle we had before. All we had was a little bit of separation, and my sister runs down the stairs. We're on a landing. Ms. Heard, I must interrupt you, can't. because I've can't. asked you a yes Then or no question. withdraw your question then, because Ms. she's Heard, answering. prior to today's date, have you ever hit Johnny Depp? He was about to push my sister down the stairs. She was attempting to break us up. Kind of break away Whitney, my sister. še dve priče, ki sta meni osebno pomembne toliko, da moram zdaj iti na mimiko, poleg Amber in Johnnyja sta obe psihologinje, dr. Hughes, druga je pa dr. Curry, tista, v katero smo se vsi malo rahlo zacopali, ko smo jo videli. Dr. Hughes je bila psihologinja od Amber
Heard in je obravnavala samo Amber Heard. Sicer je bila board certified, tudi tisto, ker njena odvetnica ves čas poudarjala, da je board certified, ker je kao si nekako potrjen najvišji mojster na svojemu področju, kar je super, ampak ta doktorica in tudi istočasno prva priča Amber Heard je bila zelo bias, oni rečejo, oziroma jaz bi rekla subjektivna, ker je ves čas uporabljala za žrtev besedo she in za izvajalca nasilja besedo he, to drugo kot drugo. Ta doktorica ni imela nobenega stika z Johnnyjem Depp in je samo sa strani Amber Heard se odločila, kaj vse točno se je dogajalo v njunemu razmerju, ker je tako zelo neprofesionalno sa strani nekoga, ki ne bi bil tako visoko uveljavljen. Za njo bi samo rada izpostavila, da se pač govori, da je bila najeta, plačana in da je itak širila fake informacije, ker je bila pač plačana strani Amber. To je velika verjetnost, ker je res 100% se čudi, da je na strani od Amber, čeprav na sodišču mora sam preprosto govoriti svoje ugotovitve, ne se postaviti na stran nekoga. Torej, na tem sojenju se dogaja cross-examination, kar pomeni, ne vem, križno spraševanje, ali kako je to prevod v slovenščini, ker najprej pričo sprašuje, torej odvetnik, ki je na nek način najel pričo, in potem še sosednji odvetnik oziroma nasprotni odvetnik od nasprotne ekipe, kar pomeni, da tisti drugi, ki sprašuje, je potem bolj mini fight med obema, obviously, ker gre za resnico, In ko so to doktorico najeto sa strani Amber začeli spraševati Johnnyjevi odvetniki, dvigne brado in kaže zobe. Una prikrita aroganca, jeza, vse je bilo odveč in vsi vemo, ko smo gledali, da je ves čas gledala svoje zapiske, čeprav je poanta sojenja in poanta pričanja je to, da nekdo priča po svojemu spominu. Če ti je bilo nekaj pomembno, si zapomnil, ne ves čas hodila gledati v te zapiske. Res zelo tako, kot da bi imela neki napisan, kaj bi mogla povedati, ne tisto, kar se je dejansko zgodilo. V teh zapiskih, ko je bila Amber Heard še vedno z Johnnyjem in naj bi kao reševala njun odnos, sta takrat že omenjena in Elon Musk in James Franco, tako da od Amber varanje dr. Curry, pač ok, tle sem jaz totalno subjektivna, ki jo že vnaprej hvala, ampak kako je ona lepo pričala, kako lepa bistva je povedala, kako lepo je odgovarjala, kako je bila neomajna, nobene arogance. Ona je saj raziskovala in Amber Heard in oba spoznala in Johnnyja in njiju skupaj. Tako suvereno odgovarjala, zelo korektno in ni jo bilo strah po moje, zato ker je čisto resnico govorila, vse, kar je verjela, vse, kar je mislila, brez zapiskov. In tudi, kar je meni ful pomembno, Amber je označila z histrionic personality disorder pa borderline personality disorder. Meni se v jezik zapletel. V naslednjem videu več o tem, tukaj je samo približno na ekranu, da vidite, kaj to pomeni. Medtem ko ta psihologinja, ko je pa samo Amber obravnavala, je pa določila, da ni imela nobenih posttraumatičnih posledic in da ni imela nobenih duševnih, kakršnih koli motenj, osebnostnih motenj in ničesar, da je bila Amber super. Glede na to, koliko Amber zdaj bluzi in kakšne traparije govori, mogoče boljš, da ima kot neko podlago, da ima duševno bolna, ker edini na ta način jo mogoče še kdo sploh lahko poslušal. Ker če je vse v redu z njo in tako govori, kot zdaj govori, to ni v redu. Sam še en primer vreden omembe, recimo, ker vse priče od Johnnyja so bile take skulirane, mirne, chill, cool, zdrava kmečka pamet, veš, ki gledaš, naprimer njegov best friend Isaac. Johnny, you know, his family has been completely wrecked by all of this stuff, and it's not fair. It's not right what she did and what happened for so many people to get affected from this. It's insane. Veš, koliko ga čutiš, ko pove, ko veš, da resno misli, ko veš, da se je to zgodilo, ko veš. Prav zanima, kakšne bojo te priče od Amber, ker nimam pojma, kdo bi na tej točki še potegnil z njo in kaj bi imel zapovedati, ker če je lastno sestro tepla ženska, skratka, na tej točki zaključujemo drugi del te sage, verjetno 4 videov o Johnny Deppu in Amber Heard. Alien Mama out, se gledamo zelo kmalu, čau!